Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Včerajšnjo sejo Državnega zbora, ki kljub samozavestnim napovedim iz koalicije še ni odnesla Igorja Zorčiča z mesta predsednika Državnega zbora, bi skoraj prekinil tale. To vas naredite zapirane, razumete? Razumete? To vas naredite zapiranja. Kaj bi tvor postrašilo? Se nam naslednjič, žali Bog, obeta ljubljanski pokol z motorko? Vi pa gledate 101. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali afera energetika, kdo molči in kdo profitira ob molzenju našega denarja iz državne energetike. Kdo in kako nas molze ter predvsem kdo pri vsem skupaj gleda stran, nam bosta pomagala razkriti naša stalna komentatorja Bojan Požar in Miran Videtič. Toplo pozdravljena. Zdravo. Bojan, Miran, predno gremo na našo današnjo glavno temo, me zanima vajen komentar včerajšnjega dogajanja pred Državnim zborom. Namreč nismo navajeni, da bi kdo s prižgano motorko hodil na seje Državnega zbora, imel zraven še psička. Videli smo, policisti, ki varujejo Državni zbor od znotraj, so bliskovito in dosti učinkovito odreagirali, medtem ko te zunanji policisti pa se mi zdi bolj počas. Kako vidita situacijo? Smo lahko mirni, se pravi, je naš hram demokracije dovolj zavarovan ali moramo biti pripravljeni v prihodnje še na hujše incidente? Bojan. Mislim, meni se zdi to zelo tako po slovensko, taka opereta, Prvič, motorka je v principu zelo nevarna zadeva, ampak ti skužek, se mi zdi ta psiček, zdaj jaz ne vem, katere pasme je bil, ampak katere pasme je, oziroma ni ono velik, ta po mojem bo skazal, neko tako brutalnost, tega posnetka, ki bi sicer bil verjetno zanimiv. Malo umili zadevo, Ja, tako pa zgleda malo umili, malo brutale, tako v tem smislu, ampak fascinirala sta me pa dve stvari, Prvič, kako je recimo temu policistu znotraj, ki je prišel noter, to so ti iz Urada za zaščito in varovanje, da mu je dosti spretno je, kako bi rekel, nesposoben tega napadalca, tista druga dva zraven, njegova kolega se pravzaprav nisem nič dosti sekirala vznemirja. V ameriških filmih bi vsi neki obstopili, potegnali orožje. Fascinantno je pa to, da ti zunanji policisti niso nič reagirali. Celo, kot smo videli v posnetku, ga tale varnostnik kliče, onega policista. Potem en prav počas pride z masko, flegmo. Tako da mislim, ta prizor je bil bistveno drugačen. Jaz mislim, da bi ta napadalec bi po mojem bil v Ameriki ustreljen. Ja, zelo verjetno, da bi uporabili vsaj paralizator, če ne streljno orožje, Jaz se strinjam tle z Bojanom, enostavno ali bi bil tle metak ali paralizator, ampak jaz sem naivno verjel, recimo, da se je bilo to lansko leto ali mislim, da lansko leto, da se je pri zgodbi nitke za kosilnico končalo to, ampak očitno ni, in zdaj smo že na motorkah, tako da enostavno očitno popuščajo živci. In jaz verjamem, da do večjega incidenta vendarle ne bo prišlo. Me pa preseneča to, da si je človek zbral ravno Državni zbor, če že neke, bom rekel, ukrepe sprejema vlada. Tako da očitno so ljudje tudi, ki ne ločijo med temi inštitucijami, tako da je meni precej neprijeten prizor. In če vam pošteno povem, sem se najbolj za tistega kužka ustrašil, da bi tista motorka lahko ga poškodovala, ker tisto bi bilo pa res grozno potem. Mislim, samo mogoče bi še nekaj dodal. Bi se ni cinično, ampak bi se strinjal z našim kolegom, komentatorjem Edvardom Kadičem, ki mislim, da je na Twitterju zapisal, da zdaj sam še fali teden, 2, 3, pa da bomo prebrali v kakšnem časopisu, da je pač na pobudo, oziroma da je poslanka Sukičeva obsodila brutalno ravnanje teh policistov pri obvladovanju
ne, Ja. tega napadalca, ne, pa mogoče še šala, ki si jo sicer nisem jaz prebral, ampak Miran jo je danes prinesel v garderobo pred začetkom oddaje, ne, da kroži vic na socialnih omrežjih šala, da je ta tip za motorko v bistvu hotel vdret v državni zbor, da bi prinesel program Liste Marjana Šarca. Aha, da sta bila sošolca na srednji lesarski. Ja. Dobro, šalo na strani je pa nekaj res. Ne? Državni zbor je pri nas dokaj neodprtem. Se pravi, če ti premarširaš s prižgano motorko čez Trg Republike, bi človek pričakoval, da te prej opazijo, preden že praktično z motorko trkaš na vrata. Ampak okej, mogoče nam bojo pristojni v prihodnje to še kaj dodatno pojasnili. Pojdimo mi na našo glavno temo danes. Bojan, ti si napisal celo vrsto člankov, se mi zdi 4, ne, na svojem portalu Požar Report, okoli te velike afere v energetiki. Zdaj, dosti plastično se stvar bere, tudi zadeve so dokaj jasne. Lahko uvodoma mogoče za naše gledalce sam na kratko opišeš, zakaj pri celi zgodbi gre in kdo so glavni akteri. Ja, zdaj, zgodba je v bistvu malo komplicirana, ne? Tako jo nekako povedati, da bi se to lahko nekako splošno pa učinkovito razumelo. Zdaj bom jaz v principu prvo samo v enem stavku narediti, zakaj pravzaprav pri tej zgodbi gre. Ne? Okay. Gre za to, da se je leta 2015 oziroma pa 2005 oziroma 2016 se je pač prodajala hčerinska družba Elektra Ljubljana, Elektroenergija. Ne? To je podjetje, ki se v bistvu ukvarja za prodajo električne energije pač neposrednim potrošnikom. Ne? In potem je ta družba je z nekimi manevri, z nekimi zamenjavami deležev, ne, brez plačila kakršnekoli kupnine, ne, pa še te menjave so bile narejene izrazito pod ceno, ne, se pravi pod tistimi kazalci, ki bi bili sicer primerni za resno cenitev teh podjetij, da je to prišlo v neko drugo družbo, ne, ki jo vodi Robert Golob, ne, in je v principu na poti v privatizacijo, se pravi na poti v zasebne roke. Skratka, po domače rečeno, en del ljubljanske energetike se je z nekimi manevri na podlagi dogovorov med nekimi povezanimi igralci, osebami, ne, ki so takrat pa še zdaj kraljujejo na področju energetike, počasi in zanesljivo seli v zasebne roke. In to je zdaj, pravzaprav ta zgodba je zdaj na nek način prišla ven, čeprav bi lahko že prišla prej, ampak je prišla šele zdaj. No. Kdo se je do zdaj že poslovil, Bojan, in kdo bi se po tvoje še moral posloviti? Ja, zaenkrat se ni poslovil še nihče, ne? In kazal je, da se bo stal vzlog, to so trije ključni akterji, ne? Ja. Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana, Martin Nošak, predsednik uprave Gen Energije in pa Robert Golob, predsednik uprave Gen IA. In po tistih informacijah, ki sem jih jaz imel kmalu po tem, ko sem začel objavljati to serijo zgodb, je bilo nekako meni rečeno iz teh odločevalskih krogov, da se boste pač zaradi teh razkritij oziroma teh machinacij, ne, ki ne bi se zgodile, takrat morala posloviti vsaj ta prva dva omenjena, to je Andrej Ribič, ne, šef Elektra Ljubljana in pa Martin Novšak, ampak Golob pa, da se bo, oziroma da naj bi se rešil, ne? Ampak zaenkrat se v principu še ni zgodilo ničesar. Ja. Zdaj, Miran, ti si poznavalec scene, kdo zdaj tem trem imenovanjem ščiti hrbet? Katera politika je tle od zadaj, kateri centri moči, ki preprečujejo, da bi se recimo to zgodilo, kar bi se nekako logično moralo in kar so tudi poznavalci, ne, drugi, rekli, da naj bi se? Poglej, težko je tle opredeliti levo-desno politiko. Ne, se nisem mislil levo-desno, kjerkoli, sam da vemo. Tle je kar mešano. To je mogoče pomembno, da povemo že takoj v izhodišču, da tukaj ne gre za eno politično opcijo proti drugi. Ja, ni to ideološka tema. Ampak se gre stvari, se v bistvu prepletajo. Tako je. Lej, enostavno govorimo pač o elektroenergetiki, ne, da smo bolj natančni. Ne. Ja. Enostavno se je za vse te zgodbe o akterjih ali pa o imenih treba vrniti v leta 2000-2006 in v tisto famozno zgodbo ali pa tisto močno zgodbo gorenja Istrabenza. Ker sta še danes, bom rekel, v vrhu slovenske energetike dva ključna igralca takrat, ne, to sta Robert Golob, ki je, bom rekel, vodi GEN-I, in pa Aleksander Mervar, ki je danes na čelu Elesa. In tle se, bodimo pošteni, če se mene vpraša, se tle strokovnost elektroenergetike konča. Ne? Potem imamo pa še cel kup nekih direktorjev elektrodistribucijskih podjetij, imamo Borzen, imamo Sodo, imamo na tretji strani spet proizvajalce. Tako da enostavno je treba zgodbo potegniti iz teh let, kjer sta
v bistvu še danes te dve imeni, po moji oceni, najmočnejši imeni slovenske elektroenergetike. Se pa razlikujeta, ne? V stilu vodenja se pa zelo razlikujeta. Dočim, bom rekel, Mervar je nekak človek, ki je, bom rekel, ima svojo mejo, ne? Služenje ali pa, saj vemo, pač menedžeri so najeta delovna sila, on odsluži kvalitetno, manj kvalitetno, to je stvar presoje lastniku, dočim pri Golobu je pa tako, da ima mogoče celo v teh svojih zgodbah malce širše ambicije. Ne? In to je Bojan recimo v teh člankih, bom rekel, kvalitetno zapisal. Zdaj, da učiš jasno, Golob ima, jaz se strinjam s to, kaj je pač povedal, sam da skočim noter, da ne pozabim. Poanta je pač v tem, da očitno iz tega izhaja, da si pač Robert Golob želi ne ostati karierno samo na nivoju nekega menedžerja, ampak želi priti tudi do lastništva enega dela energetike, ki je zdaj v državni lasti. Ne? To verjetno drži, ne? Ampak konkretno pri tej zgodbi, ne, ki jo je omenjal, torej, ki jo je razkril Bojan, pa od vseh teh treh akterjev, ne, se pravi Andrej Ribič, Elektro, Novšak, Gen, ne, in pa Golob, je pa praktično, torej, Golob verjetno edini, ki se mu ne da v tej celi zadevi nič očitati, ne. On je enostavno poskrbel za svoje podjetje, to, kar mora vsak menedžer poskrbeti, ne, se pravi, za rast podjetja je šel v neke transakcije, ne, in tukaj se zgodba konča. Pustimo zdaj, če je on v ozadju tisti, ki tega Goloba in tega Novšaka nekako po špagi vodi, ne, da rečem, ne. To je v tej zgodbi irelevantno, ne. Tukaj je predvsem ključno vprašanje nadzornega sveta v Elektro Ljubljana, ne, ne, seveda vprašanja, ki jih je tudi Bojan kvalitetno poslal temule Ribiču, ne, in pa predvsem SDH, ne, ker vse te elektrodistribucijska podjetja so, po moje, je to neumnost, ne, skrita za tem SDH-jem. Vidva imata primer, ko so podjetja Sodo, Borzen in Eles direktno pod vlado, ne, in imata pa elektrodistribucijska podjetja, ki pa sodijo, torej, ki se pa skrivajo za SDH-jem. In tle je zdaj ključen problem, ne, zakaj SDH? Ne? Imamo ministra, ki je nekaj predlagal. Čak, ti si zelo široko zdaj začel, Miran, oprosti. Bomo mi zdaj si vzeli krajši predah, da prežvečimo to, kar smo do zdaj povedali, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo molze naš denar v energetiki in kdo pri tem gleda stran. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bojan Požar in Miran Videtič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo v državni energetiki molze naš denar in kdo pri tem gleda stran. Miran, predno smo šli na oglase, si končal tam, kjer praviš, da je ključna odgovornost slovenskega državnega holdinga. Izvoli, nadaljujemo. Zelo ilustrativno, ne? Ustavili smo se pri ministru Vrtovcu, očitno so ga še nekje druge ustavili, ne? Ja. Kar se tiče bolj pomembnih stvari. Skratka, minister Vrtovec je svoje povedal, nima pa on pristojnosti ukrepati, ne? Edino pristojnost ukrepanja tukaj ima SDH, kjer pa očitno ni volje, ne? Potem, ko pa se spustiš v ta imena, ne, pa ugotoviš, zakaj volje ni. Ne. Imamo v upravi SDH-ja gospo Grmek, ki je bila, mislim, da nadzornica, ne, v Genu in verjetno je tukaj tudi ta ključen problem, da se to zgodbo ne da poriniti. Moja ocena je, da dokler ne bo politika zahtevala, dobesedno zahtevala od SDH-ja, se ne bo nič zgodilo. Sam da tole še razčistimo, Miran, ko si rekel, da Vrtovec je svoje naredil. A ni vlada skupščina SDH-ja? Minister Vrtovec je član vlade, ne? Se pravi, če uprava SDH-ja ne špila po pravilih,
potem skupščina lahko zaradi mene tudi zamenja pač nadzorni svet potegne poteze. Jaz ne bi se strinjal s tem, da resorni minister, ko reče, da bo forenzična preiskava, pol ljudje pač pričakujemo, da ta preiskava bo. Pa ugotovimo, da minete 2 meseca, ni nobene preiskave. Ali je šlo samo za PR štok? Vlada je kolektivni organ. Dobro, ampak ni Vrtovec tweetnul potem ali pa rekel, so me preglasovali na vladi, jaz sem zahteval forenzično preiskavo. Verjetno, če je pameten, išče podporo pri članih vlade, da se obravnava tudi ta tematika. Ne? Ko jaz gledam na to zadevo. Upam, da res, ga bomo vprašali v prvi priložnosti. Imaš priložnost. Bojan, ko smo že pri politiki, se pravi, imamo zdaj ključni akterji. Robert Golob je bil čudežni deček pozitivne Slovenije, ne? On je v bistvu tudi že bil na... Robert Golob je bil čudežni deček Janeza Drnovška. No, evo. Čudežni deček energetike v času Janeza Drnovška. Na začetku, Takrat je bil tudi državni sekretar. Tako, ja. Potem je med drugim imel tudi svojo občinsko listo v Novi Gorici, lista Roberta Goloba, mislim, da so bili tam mestni svetniki. Potem je bil podpredsednik, zdaj ne vem, če je bilo še kje vmes, ampak bil je podpredsednik Pozitivne Slovenije, takrat pri Zoranu Jankoviću, in takrat je malo manjkalo, da ni bil Robert Golob kandidat za mandatarja oziroma za predsednika vlade, kar je potem postala Bratuškova. Verjetno je celo bil, ampak je potem Alenka Bratušek v ogledalu zjutraj videla sebe in vemo, kako je to šlo naprej. Ja. Potem je bil predsednik sveta stranke Alenke Bratušek, in kasneje je pa potem to stranko zapustil. Zdaj, po mojih informacijah, ki sem jih tudi objavil, je zapustil zato, ker naj bi on bil velik financer volilne kampanje, želel je denar menda nazaj in do tega ni prišlo in je prišlo neki spor in zato zapustil. Jaz pač govorim, kar se je takrat govorilo znotraj te stranke, ampak hočem to reči, Robert Golob je zelo povezan z politiko. Ne? In vsi ti akterji, o katerih smo prej govorili, Ribič, Novšak, Golob, so izrazito povezani z politiko. To je ena stvar, to je treba pač vedeti, ker to je izjemno pomembna stvar, zato da razumemo te relacije. In druga stvar, mi ne govorimo o tem, da ti fantje vodijo zasebna podjetja, ampak ti fantje vodijo državna podjetja in operirajo z denarjem davkoplačevalcev. Zdaj, lahko dopuščamo ambicije Roberta Goloba, ampak bom povedal primer znan iz afere Intereuropa, Roberta Lovšina in pa Janeza Škrabca, lastnika podjetja Riko, ker sta pravzaprav oba vpletena. In Škrabec je ob neki priložnosti zelo dobro razložil svojo teorijo. On pravi tako, zakaj bi jaz bil odgovoren? Jaz sem podjetnik, vodim zasebno podjetje, jaz pač iščem posel in če mi je Intereuropa če sem v Intereuropi videl dober posel, sem to izkoristil. Problem je Lovšin, direktor državnega podjetja, ki je to Škrabcu naprimer omogočil. Tukaj je pa seveda zgodba taka, da so vsi direktorji državnih podjetij, zato so neposredno bolj odgovorni. Se strinjam. Ampak, sam od sebe se Robert Golob sam od sebe svojih ambicij ne bo ustavil. Dajmo razložiti gledalkam in gledalcem, če dovoliš, bolj natančno, kaj so te njegove ambicije? Krast davkoplačevalski denar? Ne. Njegove ambicije so to, da bi iz tranzicije išel kot lastnik dela energetike, ki je zdaj v državni lasti. Takšna je moja ocena in priča sem, da so to njegove ambicije. In zdaj, ustavil ga lahko edino politika, ne? In ko smo že pri politiki, zdaj za mene, ki nisem tak poznavalec kot vidva, niti približno pač energetike slovenske, je bilo nenavadno, da je recimo Robert Golob na navedbe v tvojih člankih ni neposredno odgovoril, Bojan je imel pa na Novi 24 TV 20-minutni zagovor. Se pravi, to je meni nenavadno, da ti greš na televizijo, ki vemo, v kakšne navezave so med to televizijo pa največjo vladno stranko, piše se Robert Golob, vse to, kar si ti prej Bojan naštel in kar si ti povedal o njem, Miran, in greš tja in imaš 20-minutni ekspoze, branjenje lika in dela Roberta Goloba. To kaže na to, da Robert Golob ni več samo to, kar je bil prej v politiki, ampak očitno ima zaslon. Pa si to smo ugotovili do konca. Kaj je zanimivo je to, da on recimo ni odgovarjal na vprašanja, vse tako konkretno, ki smo jih recimo mi postavljali, je pa na ta vprašanja, ne na vprašanja, na članek, je pa v bistvu odgovarjal v oddaji na Novi 24 TV, in tam je naredil, to je treba pač, pa še nekaj se mi je zdelo, zelo zanimivo, glede njegovega nastopa, sej zelo dobro nastopa, zna je retorik in tako dalje, se vidi, da je bil v politiki. On je imel ta nastop po tem, ko je že minister Vrtovec napovedal revizije, preiskave in tako dalje. To je ena stvar. In druga stvar, Robert Golob se tam zelo ošabno vedel do SDH-ja, do upravitelja državnega gospodarstva. On je celo tam direktno rekel to, kar je prej Miran tukaj mogoče zelo premilo povedal.
kaj bo zdaj SDH preiskoval sam sebe? Ne? Se pa on je, Robert Golob je bil tisti, ki je direktno vpletel v to zgodbo, ne? SDH. Ja, ne? ker minister Ampak Vrtovec na začetku ampak ni SDH se SDH-ja ravno tako obnaša. Ne? To je zanimivo, ne? Da po tistem nastopu Roberta Goloba, ki je, ti praviš ošabno, ne, to izrekel, se SDH obnaša ravno tako. Ne? Se pravi, ne bojo očitno, vsaj zaenkrat ne kažejo znakov, da bi prišli tej zgodbi do dna. Zdaj, kar se pa tiče zdaj teh razmerij, moram pa reči, da tukaj ima Aljuš to vprašanje povsem na mestu. Jaz razumem, da minister Vrtovec nima nekih neposrednih kompetenc on osebno nad SDH-jem, da on lahko recimo res pa samo tweetne in s tem ustvari nek politični pritisk, ali pa nek medijski pritisk, da je treba pač to preiskavo tam narediti. Čeprav se mi po drugi strani zdi, kakšen si pa tu minister, če nimaš dobenih kompetenc. Dogajajo se stvari, tipa, ne vem, nimaš dobenih kompetenc. Pri drugem tiru je rekel, da nima nobenih kompetenc, ampak danes recimo na podpisu pogodbe v Lipici je pa bil zraven. Se pravi, tudi tle bi lahko vsaj zraven prišel. Prišel na sejo uprave SDH in tam rekel, kaj zahteva ali pa kaj predlaga. Predvsem pa drži to, kar je potem v nadaljevanju rekel Aljuš, da je SDH, oziroma vlada je skupščina SDH-ja. Ja. To se pravi Vrtovec, na primer, ker se je pač tukaj zravno oglašal, pa to sodi v njegov resor, ima tukaj še kako, na nek način neke posredne kompetence, da lahko pač izpelje neko svojo, bom rekel, sugestijo po neki preiskavi. Ja, ker jaz bi razumel, če bi bila to zgodba, zdaj karikiram, če bi bila to zgodba Darsa, bi razumel, da pač Vrtovec ščiti do neke mere Valentina Hajdinjaka. Zakaj pa ščiti, če ščiti Goloba, pa Novšaka, pa Ribiča, pa ne razumem toga, zato se to sprašujem. Jaz bom povsem direkten, jaz mislim, da... In zdaj se recimo, če ste pač brali moje članke, pridemo celo do take situacije, da se zdaj recimo izteka mandat Andreju Ribiču, mislim, da se mu letos, zdaj čez 2-3 mesece se mu izteče in zdaj se politika, pazite, ki ima vso izvršno moč tukaj, ki imenuje vse v SDH-ju, se zdaj politika boji, da bodo ti nadzorniki, ki odhajajo iz Elektra Ljubljane, prečasno podaljšali mandat Andreju Ribiču. Kar se je enkrat že zgodilo. Kar se je enkrat že zgodilo, pa dobro, še da kakšne druge, kje. Seveda sta glavni... Kakšni so to absurdi, Glavna tarča tukaj, še enkrat ponavljam, je seveda Elektro Ljubljana in Andrej Ribič, ki bo mogel položiti verjetno na mizo račune, zakaj po taki... Sam nič ne kaže, oprosti Miran, da jih bo položil, ker to so že v 2 mesecih, bo prej vlade konc, preden bo on položil te račune. Lahko novinarji račune. začnete spraševati gospoda Žlaka, gospod Grmek, kompletni nadzorni svet, prvič Elektra Ljubljana in tudi SDH-ja, zakaj se nič ne zgodi. Jaz se lahko strinjam s tem, ampak da je tam gospa Grmek, zdaj članica uprave SDH-ja, ki je bila prej nadzornica v Genu, da je to recimo problem. Ker problem teh ljudi je pač, da so med sabo prepleteni na področju energetike celo vrsto let. Enkrat je nekdo direktor, potem je nekdo nadzornik in se tako to nekako zamenjuje. V različnih vlogah so in en drugo nadzirajo. In se drug drugega držijo v zgodbah. Ampak, gledajte, dobil sem zanj faksimile enega elektronskega sporočila, ki ga je gospa Vanessa Grmek poslala predsedniku uprave Janezu Žlaku. Slučajno sem dobil ta faksimile. Tam nota ni nič koruptivnega v tem faksimilu, v tem elektronskem sporočilu, se ga bom objavil, ampak se zelo dobro pa kaže, kakšni so njihovi medsebojni odnosi. Čist na tej človeški ravni. In ko človek prebere takšno sporočilo, potem ve, da se pa tam nota nič ne more resnega zgoditi. Ja, ampak še nekaj je, Boja, ti najbolj veš od vseh treh. Brez konsenza širokega političnega spektra to ne gre, ker, a veš, mi smo pričakovali, Janševa vlada bo razčistila s takimi praksami, nič se ne zgodi, Se pravi, očitno je, ker sprašujete po Vrtovcu, da tudi v SDS-u so, bom rekel, neki interesi, da se ta zadeva ne da takoj, torej da se ne razčisti in ne pokaže v luči, kaj se je v tej zgodbi dogajalo. Ne nazadnje, sej javna tajna je, pišete novinarji o tem, da ima recimo minister Vizjak krasne odnose z Robertom Golobom. Tako da enostavno, če gremo gledati pa v to smer, je pa verjetno odgovor na dlani, zakaj politika ne reagira. Ja, ampak Bojan je rekel na začetku, da so poznavalci rekli, Golob se bo rešil, Novšak pa pač Ribič pa ne. Kam pa Ribič politično spada? Ker za njega bil pa res presenečen, če mi to zdaj razložila, da spada politično na desno. Ribič je pa simbol. On je pa simbol direktorjev, ki jih je imenoval in ki jih še vedno vodi Gregor Golobič.
In če je on prvi, ki bi moral iti, To je pa nesporno. Meni recimo, bom rekel, Bojan je še kar tam. če sem zdaj malo ciničen, me preseneča, ne, Ja. da recimo stranka SDS, ne, ki ima nek vpliv na kadrovanje, menjuje direktorje, ki so blizu njene stranke, ne, recimo konkretno se je to zgodilo na pošti, Ja. ne. Tukaj pa dopušča, da obstaja nekdo, ki je pač ikona nekega Golobičevega poslovanja v tej državi, ne, konkretno Andrej Ribič, ne, na svojem položaju še vedno. Lej, ravno to je problem, to, kar sem prej povedal, pa ne samo pri Ribiču, pri večini direktorjev EDP-jev, ne, da bi enostavno se bi radi postavili v vlogo teh dveh igralcev iz tistih let 2000 in tako naprej, Goloba in pa Mrvarja. Jaz lahko povem, ne, da kadarkoli se Andreju Ribiču karkoli zgodi, Bojan, ti to dobro veš, ne, je enostavno, zadnjič je tudi Vladimir Vodušek pisal o tem, ne, da sem po njihovih informacijah, da sem jaz te neke papirje nosil, po obremenilne papirje o Ribiču in tej ekipi. Jaz mu lahko javno, pa nisem do zdaj povem, ne, da če bi jaz te obremenilne papirje imel, bi jih odnesel organom pregona, ne bi se po Trojanah dobival s kakšnimi ljudmi in ponudil Ja, zdaj, ker Trojane se je tako vlado to becir, kot vemo. Ja, no, Tam se to hoče dobivajo. povedati. Ne, ampak hočem ti samo reči, kako Ja. to zgleda v energetiki. Ne? Energetika je znana po tem, da je velika paranoja, ne, med temi vsemi direktorji. To kaže na več stvari, ne, da si želijo političnih podpor, da dobro živijo, da jim gre krasno v tem podjetjih, ne, da praktično politika jim je dala ves ta čas mir, ne, kar je po moji oceni napaka. Ne. Ja. In zato se je razpasla ta zgodba direktorjev v elektroenergetiki na način, kot se je razpasla. Konec koncev, poglej primer, ne, Andreja Ribiča, ne, dobi nagrado, ne, neke sekcije, mislim, da gospodarske zbornice, ki mu jo da Otmar Zorn. Otmar Zorn, lastnik večjih podjetij, dobavitelj tega istega Elektra Ljubljane. Ne. Pa ne samo to, po mojih informacijah si delite tudi jadrnico. No? No, ok, tega jaz ne vem, ne, ampak hočem ti reči, da približno je to postala neka država v državi, kjer se nagrajujejo, delujejo, dajejo posle in podobno. Ne. To jaz vse razumem, Miran. Veš, Ampak zakaj se to dogaja? Ne? Ja, ravno to, kar sem ti hotel reči. Ne? Tega ne razumem. Lej, če bi nekdo pač, ne vem, padel v komo zdaj lani januarja, ne, pa se zdaj zbudil, ne vem, če bi verjel v tej situaciji, ne, predsednik vlade Janez Janša, Stojan Petrič bo gradil drugi tir, veš, ne, v energetiki Ribič, Novšak, Golob harajo, nič se jim ne zgodi. No, ne vem, Ja, Evropi Mene pa kolegi novinarji iz Financ, ne, iz Financ, poslovnega časopisa, to bi bil fokus, ne, njihovega poročanja, mogo biti taka zgodba, me na Twitterju javno sprašujejo, da je čudno, zakaj sem se ravno jaz in ravno zdaj v tem trenutku spustil v to zgodbo. Ne. Ja. Kaj drezaš v to? Kaj drezam v to, ja. Če je vse super, ja. Enostavno. In ko človek pogleda na ERO potem, ne, ko vidi prilive časnega Finance iz podjetij, ki konkretno tu omenimo, pa je seveda vse jasno. Ja. Lej, sej rešitev že v prvem koraku, ki sem prej poskusil povedati, ne, je ta netransparentnost velik problem slovenske energetike. Ne. Razen Elesa, Borzena in pa Sodoja, ki so direktno pod vlado, ne, in so v 100% državni lasti, mislim, da vsi, ne, praktično te EDP-ji, ne, niso zavezani k poročanju na Erar. Ne, in pazi, zakaj niso, ne? Niso pa zato, ker niso torej v tej 100% oziroma tam nekje okoli 85%, državni lasti. Ampak pazi še to, vsi te EDP-ji imajo tudi svoje hčerinska podjetja, ki imajo ogromen denarni tok. Sej ta zgodba je ravno to, kar Bojan opisuje. Ogromen denarni tok. Ja. Se pravi, končni potrošnik, po moji oceni, ki je pa tudi hkrati davkoplačevalec, bi ne samo, da bi lahko, moral bi vedeti, ne, za vsako transakcijo tega Elektra Ljubljana ali pa Elektra Maribor ali pa kjerkoli od drugih. Ne, in bi bilo smiselno, da ta vlada ali pa kjerkoli vlada razmisli o tem, da tudi te EDP-je da direktno pod vlado. Bili so izgovori, ne, vlada menja, skratka, ne vem kaj še vse. Pri SDH-ju ni nič drugače. Ja. Ne? Ampak zdaj, tudi, ne, če malo se pohecam, tudi Faktor ima svojega predstavnika v nadzornem svetu SDH-ja. Škoda, ker danes ne sedi tle. Ne? Ja, je rekel, da ne more, ampak
hočem tole povedati, ne, ko je bila zgodba recimo z DUTB-jem, ne, in s prodajo pač BIA Separations, ne, kjer je pač v bistvu država, se pravi spet mi na koncu, bila očitno zelo oškodovana, je ta naš v narekovajih predstavnik v nadzornem svetu SDH je zelo ostro odreagiral in je dosegel, ne, da so pač neke odločitve bile sprejete, so bili sklepi sprejeti, se pravi, se je tožba napovedala in tako naprej, preiskave itd. Zakaj recimo tle pri energetiki ni videti nobenih teh reakcij, ne? Prvi je bil minister Vrtovec, kot smo že povedali, ki je rekel, ja, forenzična preiskava, pol ni bilo z tega nič. Ostali v glavnem vsi razlagajo, da nič ne morejo. Po drugi strani pa tudi nismo čuli prepričljivih pojasnil, da ni nič narobe s to zgodbo, ne? To oboje mene bega, recimo. Ja, zdaj, koliko jaz pač vem, no, naj bi pač uprava SDH-ja dobila neko sugestijo, ne, da naj pripravi neko informacijo, neko uvodno preliminarno preiskavo, ne, na podlagi poročil, ki jih bo sicer dajala tale 3 podjetja, ki smo jih prej omenjali, in to poročilo ne bi prišlo na sejo nadzornega sveta SDH-ja, ki je tudi potem naš član nadzornega sveta. Ja. To mislim, da bo 21. aprila, koliko ne bi zdaj pač ti lockdowni kaj stvari podaljšali, ker ne bi bila tudi seja. Konec aprila naj bi bilo, ja. 21. aprila, ko je tudi ne bila seja v živo, se pravi nadzorni, To informacijo imam jaz, skratka nekaj se bo dogajalo takrat očitno, očitno se nekaj dogaja, nek pritisk je verjetno vendarle, nek pač mediji malo ustvarjamo ta pritisk, Druga stvar, po mojih informacijah naj bi tudi Ministrstvo za finance, ampak spet po neki neuradni poti, dalo vedeti vodilnim ljudem na SDH-ju, da je treba pripraviti, da je treba iti v neko raziskavo oziroma v neko revizijo ali neko preiskavo tega. Tako da nekaj se dogaja, ampak očitno so, jaz ne vem, očitno so tukaj pritiski, tako ti obrambni pritiski tako močni, da se pač politika, ne vem, da noče tvegati, ali se noče preveč izpostaviti, ali je preveč prepletena s temi igralci na različnih nivojih, ali pa je treba pač se vprašati po domače follow the money, Ja, v tem še ki si lih omenil, da se bo vendarle ta SDH sestav, ampak zelo... Ne govorimo o nadzornem svetu. Ampak zelo, bom rekel, zbrali so si krasen termin, tik pred tem, preden poteče tista kol opcija, ki jo ima še GNL, za 25% delež in ne vem, zakaj se čaka. Za naslednjo fazo, ja. Ja, seveda, in ne vem sploh, zakaj se čaka, da se ne gre v poklic te opcije. Zdaj, da se pa tukaj suče resen denar tudi na tiste, okoli tistih, ki pač te zgodbe plasiramo v javnost, vam lahko povem neko anekdoto, da se govori, da naj bi se jaz, kar sicer govori meni v prid, odrekel, pazite, 200,000 evrov za to, da pišem to zgodbo. Jaz sem slišal 400, ja, tako, tako, skratka, če bi jaz vzel 200,000 evrov, potem danes te zgodbe ne bi bilo. To je škoda, ker če bi 400, bi lahko tudi nama dal zmirano vsakmu postop, pa ne bi se noben o tem pogovarjal. Verjetno ne bi v tem studiu danes sedeli. Šalo na stran, ja. Zdaj, glede na to, da so res, vse to sem hotel rih vprašati, ker se je končal bojen s tem denarjem. Zdaj, za slovenske razmere, posebej v teh časih, kot smo zdaj, se to enormni zneski se tu pretakajo. In pretakajo se res na nek čuden način. V bistvu gre za podjetja v državni lasti, zdaj ali neposredno ali prek SDH je meni osebno čisto vseeno. V državni lasti so te podjetja in v bistvu pa vidimo, da ta menedžerska elita, ki tudi preživi razne vlade, če se na katerih firmah menjavajo, tako kot se vlade menjavajo, tle vidimo, da so kar del časa ista imena, s tem upravlja dejansko na pol tako, kot bi bili tudi lastniki. Imate tudi video občutek, da gre tle, ko že to govorimo o tej ambiciji Goloba, da bi postal lastnik, da gre malo za ta slovenski paradoks, ko je menedžer toliko časa na položaju, da misli, da je firma njegova. Recimo primer Zorana Jankovića na čelu Mercatorja. On je mislil, da je pač lastnik Mercatorja in je bil začuden, ko so ga lastniki Mercatorja zamenjali. Glej, jaz osebno Roberta Goloba ne poznam tako dobro, da bi lahko 100% sodil, ampak če boste si pogledali njegov intervju, ki smo ga prej omenili na Novi 24, on tam nastopa kot lastnik GEN-I-ja. On govori o teh projektih, posli GEN-I-ja v tujini, ne govori kot predsednik uprave, on govori kot lastnik GEN-I-ja. To se jasno vidi iz njegovega govora. In z tega lahko jaz pač bom rekel podkrepim te ambicije. Ampak to je običajno tako, ko je nekdo predolg časa na čelu
državnega podjetja se slej, ko prej začne obnašati kot njegov lastnik. Če bi imel, ti si omenil Zorana Jankovića, absolutno drži. Ne? Je bil začuden, ko so mu pač rekli takrat, ko je želel privatizirati, ko so želeli menedžerji odkupiti 25% Mercator, da mora to plačati. Ne? Mislim, da je bil takrat Milan Cvikl, predsednik uprave Soda, ko bi to povedal, je bil Janković šokiran. Isto se je zgodilo na Petrolu, ne? Pri gospodu Tomažu Beločniku. Vsi vam bodo povedali, on je bil izvrsten direktor v prvem mandatu. V drugem mandatu se je pa naenkrat začel vesti, da je Petrol njegovo podjetje, ne? In se začel obnašati kot lastnik, oziroma kot potencialni lastnik. Ne? In to se ga dogaja zdaj po mojem pri Robertu Golobu. Poglej, sej problem je v tem, ne, da mi imamo čisto izperjeno to zgodbo korporativnega upravljanja. Se pa čujem, samo to še povem, da pa seveda v teh odlivih, ne, za razne medije, ne, in razne lobiste, PR agencije, odvetnike. To pa seveda odloča izključno načeloma predsednik uprave. Ne. Absolutno. V dogovoru z 2-3 članoma nadzornega sveta. Zato je to v bistvu napol sprivatizirano. In niti ne rab ne iz slovenske firme dejati. Sej to so recimo... No, to je pa še dodatno. Genma in cel kup enih firm tudi po tujini, ker ne vem, kdo jih kontrolira. Ampak kaj je še ena od ključnih zadev? Ne? Enostavno, vidva dobro veste, ker ste toliko cajta v teh zgodbah, da enostavno pri nas je ratu sistem, kjer si predsedniki uprav oziroma direktorji izbirajo nadzornike, ki jih imenuje potem politika. Ne? Skregano z vso logiko, da so to neki, bom rekel, pajdaški odnosi, ne pa, bom rekel, odnos nekoga, ki mora nadzirati nekoga, ne? In tle je recimo ena od zadev, ki nas je pripeljala tudi do tega stanja. Drugo pa, bom rekel, desetletja in desetletja švoh politike, bom rekel, oziroma nemoči politike. Taki kratki mandati, ko so v politiki danes to je idealni teren za take je po moje iluzorno za pričakovati, da bo ta politika lahko učinkovito nadzirala, kaj šele kontrolirala recimo te na drugi strani. Ne? Ja. Sem s to razliko, veš, ker smo lih prej rekli, Eles pa Gen, Elesa se pač ne da privatizirati, ne, ker žic in vodov to bo ostalo državi, ne, čim si pa ti, bom rekel, trgovec, pa je lahko zelo realna taka opcija, kot jo je Bojan prej omenil. Ne. Zdaj nekaj me še zanima, ne? Zdaj spomnimo se iz prvega mandata vlade Janeza Janše, ne? Smo gledali tiste spektakularne aretacije pred kamerami Ivana Zidarja v Mareci in tako naprej. Zdaj nekako to je umanjkalo, saj v teh zgodbah, ki jih zdaj ti Bojan razkrivaš in katerih se mi pogovarjamo. A vi pričakujete, da se bo to kaj dogajalo tudi v tem mandatu, ali očitno so ti centri moči postali vmes tako močni ali pa politika po drugi strani od njih tako odvisna, da je enostavno nemogoče pričakovati tudi to vrstne epiloge? Ja, zdaj, zaenkrat, je situacija Ljuš pač taka, ne, vsi učitajo Janši, ne, da kontrolira policijo, pa policija v glavnem vidim preiskuje člane Janševe vlade. Ja, to je res. Zdaj je situacija taka, ne. Tako da, malo je tukaj verjetno tudi, bom rekel, situacija s to epidemijo, tako da jaz ne pričakujem zdaj kakšnih posebnih aretacij, ne, kakšnih vidnih menedžerjev v tem mandatu, ne. Mislim, da so ti časi, so že tako nekako, se mi zdi, malo so za nami ti časi. Ne? Ni več moderno. Ni več moderno, dela se malo bolj subtilno, ne? Tako da se mi zdi, da tega zdaj v tem obdobju, po mojem, da naslednji volitev ne bomo videli. Glej, pa tudi ni zanemrljivo, ne? Za razliko od tiste prve Janševe vlade je ta koalicija zelo krhka, ne? To je prva stvar. To je res. In od takrat je menil že zdaj koliko, 17, 15, 16 let, verjetno tudi te centri moči so... 15 let, če zaokrožimo. Ja, seveda so prvič finančno... Konec bombastično aretirani Zidar, ne, še vedno ni v zaporu, ne? No, to pa itak, ne. A veš, in tudi te centri moči so finančno se ukrepili verjetno v teh 15 letih nenormalno, tako da ne bi bil presenečen, pa kakorkoli se to sliši škandalozno, da pokrivajo tudi del sodstva in podobnih represivnih organov. Pri koncu oddaje smo, zato me zanima samo še vajne napoved. Saj za recimo za Andreja Ribiča pa Novšaka, če že Goloba, ker smo celo oddajo skoraj o Golobu govorili, pustimo za konc primeru. Kaj vi pričakujete? Vajno mnenje me zanima. Bosta ostala ali bosta morala iti? Jaz mislim, da bo Ribič mogel oditi ob koncu po skupščini
kjer se bodo zamenjali nadzorniki, bodo potem v kratkem uslovili Ribiča. Za Novšaka mislim, da so možnosti 50-50, ne? 50, da bo ostal, 50, da ne bo ostal. V Golobu smo pa nekako rekli, da ne bomo govorili, ampak mislim pa, da bo po tej seji 21. aprila, ne, pač po tej seji nadzornega sveta SDH-ja prišlo do neke vrste preiskav oziroma do neke vrste revizije. Le, jaz težko ocenjujem, sem dejstvo pa je, to je nekako v teh energetskih krogih kar znano, da se je Andrej Ribič pojavil kot nek, bom rekel, sodelavec za energetiko, torej tistega morebitnega mandatarja takrat Erjavca, ne? Ja. Se pravi, njegovi apetiti Pa prej Šarca. in tako naprej, ne? Njegovi apetiti sigurno niso ugasnili, ne? Ambicije so verjetno še vedno, da bi prevzel še kaj energetskega v državi. Obnašal se bo pa verjetno tako, kot bo začutil, da se obrača ali pa da niha politična moč. Ne? On je pripadnik levice, to ni dvoma. Mimo grede osebno je upleten tudi v afero Sodo, takrat za Alenko Bratušek. Ja, seveda se ali pa se že tako obnaša, pa mi še ne vemo. Za danes pa Bojan Požar, Miran Videtič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o aferi energetika, že 558. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali teorije zarot. Kaj pa, če je vse res? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.